Naučil si jih, to prej veš. Peter, dobrodošel v Mariboru še enkrat. Hvala lepa, lepo zdrav tudi vsem Mariborčanom, Mariborčankam in ostalim gostom. Kak je kaj v Mariboru? Domače, tako kot zmeraj. Si pogosto tukaj, si prvič na Lentu oziroma v Mariboru? Na Lentu sem prvič, sem pa že nekajkrat bil tukaj zaradi fuzbala. In zdaj Peter ne ve, da imamo mi špil. Ali ima kdo med zbranim občinstvom kakšno vprašanje za Petra? Ena, to je dobro. Kdo ste vi, gospodična? Zoja Potisk. Le priimek vedno ne poveš, pa telefonsko zadržiš to samo... Zoja je z nami! Zoja, kakšno vprašanje imaš za šampiona Petra Prevca? Za kateri nogometni klub navijaš? Dame in gospodje, napeto se veča. Moderator se vrača na oder. Z lahtnimi koraki do šampiona. Zlati orel stoji, malo se umaknil, ker ga je strah, ker to ne vidi vsaki dan. Jaz okoli njega, mikrofon pred usta. Peter, lahko vi odgovorite na to zapleteno vprašanje? Maribor. Zdaj prije cela serija noro dobrih vprašanj. Peter, bomo še skakali kaj? Še skačemo. Peter, treniramo kaj? Ne, novembra še ne. Torej, za šampiona poletje je mrtva sezona. Saj smo zimski šport, kaj boš polet sploh delal? Ja, se pripravlja na zimo, ali kak ne? Če ni zime. Ja, okej. Dobro. Koliko tak šampion kot ti je navajen javnega govorjenja? Recimo, da se rečem zdaj, Peter, tu je bela pika, evo mikrofon pa srečno. Kar, ne? Povedal bi par besed. Okej. Ne pa to. Naprimer? Ne bi povedal to kot ti to. Ne bi, ne? Okej. Poskusimo, ne? Tak, glej. Ti imaš, jaz kao napovem, me tako me ne bo. Tu je pika in ti rečeš, ne, to, kaj imaš zapovedati. Dame in gospodje, v mestu Maribor nagovor šampiona. S nami je Peter Prevc z, lahko rečem božično? Z božično, ne božično. Z predsezonsko poslanico. Dame in gospodje, gromoglasen aplavz za Petra Prevca. Ja, zelo dobro me je potunkal spet, ne? A si žeja na telulat, saj povej, se bojo vsi razumeli, zakaj se gre. Jaz zabavo vas bom bolj težko zdajle tukaj. Lahko vas lepo pozdravim, kot sem vas že enkrat. Res je, da sem z veseljem prišel sem tukaj na temu festivalu, še nikoli nisem bil. Mislim, da še kdaj bom. Res je, da prav dolgo ne bom tukaj, ker je pač od doma, da sem toliko važne, da nisem mogel še popoldanskega treninga narediti. Moram pa še nazaj domov, da to upravim danes. Bi pa vsem vam zaželil, da se imate lepo, da uživate ne samo danes, ampak kar vse leto, vse počitnice. Jaz samo upam, da vam ne bo preveč dolg čas pred šolo. A vam bo? Zakaj? Kaj pa zdaj delaš, ko ni šole? Počivaš doma? Ja, saj šolo nimaš cel dan, saj lahko popoldne tudi uživaš z njemu. No, saj vam bo še dolg čas ratar po šol, verjemte. Ali pa saj babicam. A zdaj pa v šole govorim in jo povzem mikrofon. Dame in gospodje, Peter Prevc! Peter, kot relativno mlademu človeku, mi da so približno isti letnik, vem, ampak mislim, da si vseeno, ti si letnik? 92. Torej si zdaj pravzaprav star... No, šolar, izračunajte. 24, ne? 24, ja. Ok, jaz sem podobno. Če malo obrneš, pa dodaš. Kak je pri 24 biti pravzaprav heroj, ki ga občuduje cela država? Je to kak pritisk, s katerim se moraš ti soočiti? Imate ti psihologe, da te je pripravijo na kaj takega sploh? Po eni strani sigurno je pritisk, ker vsi teli pričakujejo, da boš zdaj vedno zmagoval, ampak to jaz nam nikoli nobenemu obljubil. Psihologa za to pa nimam. Jaz vem, da psiholog mi ne bo naredil močnih nog in ne bo naredil 1200 ponovitev.
skoka, preden bo en ta prav se ven izluščil. To vse vem, da moram jaz to sam narediti. Zdaj, to je del scenarija, v katerem novinar z navzkrižnimi vprašanji poskuša zlomiti to krinko skromnosti, ne? Tako da zdaj, novinar sprašuje naprej, pravi, Peter, ob koncu sezone ste povedali, da taka sezona, kot je bila, se ne more ponoviti in da tega od vas ne smemo pričakovati. Tudi zdaj še vedno state pri tej trditvi? Seveda. Jaz mislim, da težko ponoviš, sploh pa, če ponavljaš, se potem že slabše, ampak ti moraš zmeraj kakšno stvar nadgraditi, to poskušaš zmeraj, ampak šele, ko je stvar narejena oziroma ne narejena, vidiš, da si bil uspešen ali ne. Meni to zveni tako kot malo izgovor, da si ti vnaprej, jaz sem vam pokazal, zdaj pa ne bo več nikoli tako, kot je bilo, ne? In ti jih potem tukaj tako v scenariju njihova pričakovanja zmanjšaš, pa vseeno si svetovni prvak. Ni to taki trik samo, ta iskrenost pravzaprav? Je tako mogoče lahko edin, kakšnega presenetiš, drugače ga ne moreš. Res je. V enem od intervjujev si povedal, da so Slovenci izjemno zahtevni, kar se dosežkov tiče. Se ti zdi to prav, da smo taki? Ne, jaz mislim, da to ni prav, ampak to je res. V bistvu, ko smo za Tino Maze gledali, kako je zmagovala, pa pol ni vseh zlatih medalj nesla z svetovnega prvenstva, bilo že polovica, kaj se gre turizem, ampak še zmeraj je pa, mislim, da 4 medalje ali pa 3 medalje domov nesla, ostalo je bila pa vse med 5. In prehiter začnemo kritizirati. Ne vem, kakšne so tle po Mariboru zdaj gostilniške debate. Ti si del intervjuja, ko intervjujanec že skapira, kakšna vprašanja so in vrže žogico nazaj na teren, ne? Se potem novinar znajde in reče, kakšne pa so gostilniške debate. Gre do varnostnika, on vedno zna to povedati, ne? Tako da, kakšne te so pri nas gostilniške debate? Se menja kaj o Prevcu? Ja, same pa hvale. Ja. V Mariboru hvalimo, ne? Kaj pa zdaj? Še kira v gostilni, tukaj ti zgledaš, kot da v gostilne pogosto hodiš, tebi je ime? Kaj? Kako ti je ime? Zara. Zara, si kaj bila v gostilni? Ja? Ok, o čem se pogovarjajo tam? Ko se o Prevcu pogovarjajo, so rekli, da je Prevc fajn ali slab? Fajn. Fajn, ok, evo, dokaz številka 2, ne? Da vidim še iščem rdečico v licih, ta vedno izraža redno obiskovanje. Vi, gospod. Ne? Ste bili kaj v gostilni zadnje čase, o čem se pogovarjajo, ko se pogovarjajo o Prevcu, hvalijo ali grajo? V gostilni nisem bil, ker me žena ne pusti. Sem pa slišal, da ga samo hvalijo. Rabimo še več dokazov? Ne. Dajme, gospodje, v Mariboru Petra Prevca hvalijo, več kot upravičeno. Ok. Zdaj pa, zgodba je taka, da Peter ima mnoge obveznosti, sicer me je nasral pred, tako sem dolgi pa široki, ker sem rekel, če trenira, je rekel, ne, zdaj pa se mu odi, ker ima trening doma, tako nekdo zalaže in kdaj je lahko, ampak jaz bom verjel, da trening imamo danes še. Imamo. Imamo, ok, verjamemo. Tako da mi da bova za na konec izvedla eno točko, ki še ni bila izvedena na tem odru. Nikoli in nikdar. Tudi več verjetno nikoli ne bo, ker ima umr pri tem. Ne, verjetno. Ampak Peter bo po tej točki, če preživi, podpisoval kartice. To je, Američani temu pravijo meet and greet, mi temu pravijo Peter podpisuje. Tako da bi vas prosil, da v organiziranem redu, tako tračke, naprej spustite otroke, noseče matere, dojenčke in slabotne osebe, da ne bi videl, da se tisti, ki ste najvišji, najbolj grebete za to, ne? Peter bo koliko le ima časa vse podpisal. Zdaj pa, dame in gospodje, točka, ki smo čakali. To je performance, kjer nastopata dva moška. En šampion in eden nešampion. Nešampion bo izvedel poklon šampionu na ta način, da ga dvigne metaforično nad piedestal in postavi na prvo mesto. Te je strah, kaj? Ja, ne vem, kako tam dvigne. Ja, ne, jaz sem tebe, že. Ne, res. Če ne pa obrnemo, ne, isto.